In dober dan, voščim Vanja Trkman. V korakih do uspeha oddajo že vrsto let, podpira podjetje Spintek, častni pokrovitelj oddaje Goran Miškulin, lastnik in direktor podjetja. No, letošnji koraki do uspeha so posvečeni turizmu in veseli me, da lahko danes v studiu Radia Robin pozdravim gosta iz fundacije Poti miru v Posočju, direktorico Mašo Klavora in zgodovinarja Miho Uršiča. Dober dan in dobrodošla. Dober dan, hvala za vabilo. Pozdravljeni. Pa začnimo na začetku. Mislim, da je že večina od nas slišala za to pot, za določen odsek poti, jo celo prehodila, morda po odsekih, verjamem, da redki v celoti, pa vendar zamisel, da bi povezali te kraje, kjer je nekoč pustošila vojna, sega že vrsto let nazaj. Idejni oče Zdravko Likar bi nam lahko o tem sicer veliko povedal, se je danes opravičil in mislim, da gospa Klavora ne bo nič narobe, če vi opišete ta začetek. Ja, res je. Ta ideja se je pravzaprav rodila že pred 40 leti in sicer pri avstrijskih kolegih na koroškem območju, na meji z Italijo, Furlanije krajine, pri gospodu Walterju Schaumanu, žal že pokojnemu zgodovinarju. On je že v 70 letih rekel, naj poti, ki so nas nekoč razdruževale, uničevale zaradi prve svetovne vojne, naj nas danes združujejo. Tako da v bistvu prve korake so delali Italijani in Avstrijci že v 70 letih in začetku 80 let. Potem v 80 in 90 letih pa je ta ideja počasi začela se razvijati tudi po severnem delu Italije, od Dolomitov do Karnijskih Alp in seveda tudi na celotno območje zahodne Slovenije, v Zgornjem Posočju, tu na Sabotinu in na Krasu. In za ustanovitvijo fundacije leta 2000 pa smo potem, je fundacija počasi začela postajati najprej medobčinski koordinator te pobude, nato regionalni in pred recimo dobrimi 10 leti pa smo naredili prve te čezmejne korake skupaj z italijanskimi kolegi, takrat še iz pokrajin Trst, Gorica, Videm. In pravzaprav leta 2015, 21. marc, smo tudi tu v Novi Gorici, na skupnem trgu med Novo Gorico in Gorico, na trgu Evropu, Piazzi Transalpini, odprli simbolno takrat 300 km dolgo pot miru od Alp do Jadrana in mogoče tudi tlakoval še en kamenček tudi pri sedanji nominaciji in zgodbi Nove Gorice, Gorica za Evropska prestolnica kulture. O kateri bomo tudi še v nadaljevanju spregovorili, kot tudi o sami poti. Najprej še vam beseda, gospod Uršič. Torej, vi konkretno pri fundaciji raziskujete in popisujete vojaška pokopališča iz Prve svetovne vojne. Namreč poslanstvo fundacije je tudi ohranjati spomin na vse žrtve Prve svetovne vojne. Koliko dela je še pred vami? Še precej. No, začelo se je to že tam v letu 2005, tam okrog je začel Tolminski muzej z raziskovanjem vojaških pokopališč. In takrat so bili v Zgornjem Posočju raziskanih 10 vojaških pokopališč, oziroma 9 vojaških pokopališč in kostnica italijanska v Kobaridu. In potem se je tam pač malo ustavilo, ko so to delo zaključili. In zdaj v zadnjih letih pa mi to nadaljujemo. In sploh v tem zadnjem projektu Walk of Peace, strateškem Slovenija in Italija, je bilo narejenih kar precej korakov naprej in je bilo raziskanih skoraj 2/3 vojaških pokopališč tu na Goriškem in na Krasu. Tako da to delo je kar precej zahtevno. Treba je vedeti, da ta vojaška pokopališča so doživela marsikakšne spremembe v zadnjem stoletju. Največ je bilo pač tam v italijanskem obdobju, ko je bila Primorska priključena kraljevini Italiji in takrat so bila ta vojaška pokopališča preurejena. In zato obstaja o teh preurejenih veliko dokumentacije in vse to je treba pač preveriti, primerjati podatke in dokumentacijo in potem je treba videti, kaj se je pač zgodilo, a je mogoče kakšne stvari reči, a so podatki pomanjkljivi in vse to je treba pač nekako predelati in neko stvar doreči, koliko se da potem to predstaviti javnosti in pomagati ljudem, svojcem, kar iščejo svoje prednike. Tako da zaenkrat smo prišli približno do 2/3 vseh vojaških pokopališč in upamo, da bomo v naslednjih letih še ostalo gradivo lahko raziskali, preučili in da bomo
nekoč v naslednjih letih, da bomo imeli res neko popolno evidenco o teh vojaških pokopališčih, kar so pri nas, dokler to je pomemben del. Vidik tudi poti miru, kako se je ta pot nadgrajevala, dopolnjevala, na to temo nadaljujemo. Maša Klavora in Mihael Uršič z fundacije Poti miru v Posočju sta današnja gosta korakov do uspeha. Pot miru ali Walk of Peace danes obsega več kot 500 km dolgo pot od Alp do Jadrana, povezuje več kot 300 spomenikov, točk, muzejev na prostem, lahko pa rečemo, da se ta dediščina ves čas nadgrajuje. Katera je vaša zadnja pridobitev ali posodobitev, morda, če tako rečem? No, zdaj v zadnjem projektu, ta Walk of Peace, Interreg Slovenija-Italija, je bilo marsikaj popravljeno, nadgrajeno, predvsem s pomočjo občin na našem območju in Posoškega razvojnega centra, in smo obnovili nekaj spomenikov, muzejev na prostem, pa zgodovinsko pot pod trdnjavo Kluže, kapela Bes je bila tu obnovljena na Planici, pa vojaško vozilo Kadorna v Kobaridu, določena dela na vojaški kostnici so bila narejena, pa pri Javorci, vojaško korito v Kambreškem je bilo obnovljeno, tako da je marsikaj, pa na Sabotinu recimo ne smemo pozabiti, tako da se v vsakem projektu poskušamo dobiti denar za vzdrževanje in za obnavljanje kulturne dediščine, in zato se pač stalno poskuša dobiti denar, ker je vedno težava, ne? Sploh pri vseh teh vzdrževanju te dediščine in moramo pač iskati denar tudi v teh evropskih razpisih. Maša Klavora, vi kimaste? Bi še tu dodala, da poleg te obnove izjemnih lokalnih državnih spomenikov smo pa seveda naredili tudi veliko turističnega promocijskega materijala, izjemno spletno stran thewalkofpeace.com, ki res nudi informacije in je zelo dobro obiskana od celotno tem teritoriju čezmejno fizično povezane trase. Večjezična, obenem so pa tudi izpostavljeni ključni spomeniki in druge naravne kulturne znamenitosti od Ljubljane do Benetk. Potem smo naredili tudi knjižne vodnike, publikacije, izobraževalno gradivo, organizirali veliko različnih dogodkov, plus tega, da smo z ZRC-jem SAZU pa Deželno agencijo za galerije in muzeje ERPAK iz Forlanjske krajine naredili skupne razstave z muzejem v Pivki, tudi razstavo, ki je stalno dostopna v njihovem muzeju o logistiki. Raziskovali smo Fabijanija, vojake, umetnike na Soški fronti, ker so tudi ogromno ene zapuščine ustvarili, ki je vidna še danes, če jo poznamo in je sedaj dobro tudi popisana. Tako da konec koncev ta strateški projekt je bil leta 2020 tudi nagrajen za najboljši Interreg evropski projekt in je bila res izjemna odskočna deska tudi za vse te projekte, ki jih danes bomo začeli izvajati. No, ko vas takole poslušam, zares tematika je obsežna, lahko pravzaprav v vsakem delčku poti, po kateri se lahko sprehodimo, seveda, če smo zares vztrajni oziroma v več etapah, lahko naletimo na neprecenljivo kulturno in zgodovinsko dediščino. Je že do konca odkrita pravzaprav? Ne, vedno odkrivamo nove zgodbe, ker dejstvo je, da eno je poznati zgodovinska dejstva o Soški fronti, to je seveda izrednega pomena in to je osnova, vendarle pa ljudi zanimajo zgodbe, kaj so vojaki počeli, kako so živeli, kaj so ustvarjali, zato smo tudi veseli, da smo v zadnjih 2 letih naredili tudi novo obsežno publikacijo Željka Cimpriča, tudi enega izmed ustanoviteljev Kobariškega muzeja in fundacije Poti miru, zgodbe na Poti miru, knjiga, kjer so zbrani spomini 30 vojakov različnih narodnosti na različnih točkah nekdanje Soške fronte, danes Poti miru, kaj so doživljali, kako so živeli, kako so se prehranjevali, kakšne stike so imeli z domačimi. In te zgodbe, konkretne osebe z imenom in priimkom, seveda človeka bolj dotaknejo in obenem pa tudi nas lahko spomnijo, kaj vojaki danes doživljajo po številnih vojnah, ki se žal še vedno dogajajo v svetu. Na te zgodbe verjetno naletite velikokrat tudi vi, gospod Uršič, ko odkrivate in raziskujete ta pokopališča. Kako pa pritegnejo obiskovalce? Obiskovalci so različni iz različnih koncev sveta, tudi vojaki, ker so prišli domov, so se njihovi potomci razselili po celotnem svetu, in dobivamo obiskovalce, ne samo šolarje, pa študente, zgodovinarje, kar jih ta stvar zanima, ampak tudi družine z otroki in pa potomce ljudi, kar so se tu borili, ali pa tudi potomce padlih vojakov. Tako da
ta tematika je zanimiva za širši spekter publike in vsak lahko pride in si ogleda in doživi stvari v prvi osebi praktično. No, poleg pohodnikov in kolesarjev, ki jih nedvomno pritegne ta narava pa urejene poti, so gotovo tudi številni gosti, ki iščejo morda korenine, ki odkrivajo zgodovino. Kaj opažate? Ja, zgodi se občasno, da nas ljudje povprašajo za podatke o svojih prednikih. Recimo ljudje najdejo nek podatek, da so njihovi predniki padli na soški fronti. To je zelo različno. Včasih ljudje raziskujejo recimo rodovnik, včasih vejo, včasih mogoče to se tudi včasih prenaša, obstajajo tudi take trpke zgodbe, kako ljudje več generacij iščejo svoje prednike, ker so padli, niti ne vejo natančno, ki je. To je zelo različne zgodbe imamo in vsako leto dobimo mi tam okrog 50, včasih tudi več, tam so bile 100. obletnice prve svetovne vojne, smo dobili tudi več prošenj za pomagati svojcem pri iskanju njihovih padlih prednikov. In velikokrat se zgodijo tudi zanimive zgodbe, ne? Tako da smo imeli že primere, ko smo našli recimo ohranjen grob, recimo ena gospa Štajerske, ne, se je zanimala in smo dobili, da je njen prednik padel gor, da je pokopan na vojaškem pokopališču v Trenti, pa ljudje še ohranjen grob z napisno ploščico, čeprav je tega zelo malo. Ne. To je treba vedeti, da na avstro-ogrskih pokopališčih ohranjenih grobov, ki imajo ploščice z imeni, teh je mogoče par 100, ne. Tega ni veliko. Tako da smo veseli vsakič, ko se taka zgodba pojavi, da nekdo pride in da je res po več generacijah, da pride in da je še zmeraj ohranjen grob in da je prvi po toliko generacijah, da je prišel na grob svojega prednika. To je neprecenljivo, ne, v resnici. In je pa več takih zgodb, ljudje z tujine pridejo včasih po naključju, vse sorte, so se njihova družina tudi preseli v druge kraje in potem pridijo in odkrijo to zgodovino, ki je že bila malce pozabljena. Ne? Tako da je veliko takih različnih zgodb. Torej tudi ganljive zgodbe. Ja, tudi ganljive zgodbe, seveda. No, kaj pa morda jih Maša Klavora najbolj pritegne, recimo pridejo tudi gostje, ki se zanimajo recimo samo za obisk Cirja in potem naknadno izvejo za pot miru in jo še raziskujejo? Ja, v zadnjih letih, ko se res sistematično posvečamo tudi, razumevanju in poznavanju obiskovalcev, kaj je pot miru, komu je namenjena, ni enoznačnega odgovora. Ne? Tako da tudi z naših lastnih izkušenj, ko opazujemo, kdo se zanima za pot miru, kdo želi vodnika, kakšnega vodnika, vemo, da je pot miru res namenjena šolskim skupinam, veliko šolskih skupin obišče Cirje, Sabotin, Kolovrat, Kobariški muzej, to so neke te glavne točke, tudi lahko dostopne z avtobusom. Kot je rekel že Miha, veliko je teh raziskovalcev ali zgodovine ali neke lastne družinske zgodovine, veliko je tudi še vedno študentov tudi iz tujine, ki raziskujejo to temo. Verjetno pa je največ pohodnikov, ki jih je tako v tej dolini veliko, in kolesarjev. Oni mogoče niso na prvi pogled najbolj zainteresirani za to zgodovino, pa vendarle, ko kolesarijo ali hodijo po poti miru in po drugih poteh, zaznajo številne te ostanke. Pred mnogimi spomeniki so naše informacijske table, okrog 140 informacijskih tabel imamo od Trente do Komna, kjer lahko obiskovalci spoznajo vsaj osnovne informacije o dogodkih, o dediščini. Mi potem poskušamo tudi glede na različno zanimanje, glede na različno ciljno skupino in organizirati najboljšega vodnika. Tudi je treba vedeti, da za raziskovalce je potreba nekdo, ki ima veliko znanja, ki tudi lahko povezuje različne zgodovinske podatke, obdobja. Za šolsko skupino so seveda drugi primerni. Na teh ključnih točkah že od stoletnic vodimo tudi statistiko obiska, od Trnjave Klužje na Bovškem in tudi po narodnosti, in do Kostnice v Sredipolju, Redipulji. Tako da imamo seveda tisto statistiko, ki jo popišejo ljudje, informatorji na nekaterih točkah. Le malo teh točk ima informatorja človeka ves čas, celo leto, ne, tako kot je na primer ali Kobariški muzej, ali Sabotin, ali Cirje, ali Redipulja, Kostnica v Sredipolju. Številne drugi spomeniki so pa v naravi, tako da tam težko vodimo statistiko oziroma jo vodimo le v določenih mesecih, ko je neka točka odprta. Ampak prav za lansko leto smo informatorji, ki so na teh
10 različnih točkah popisali okrog 300,000 ljudi. Predvidevamo, da pa je vsaj še enkrat toliko tisti, ki se sprehajajo po teh dolinah, grapah in skušajo razumeti zgodovino in dediščino. Pa te številke rastejo? Ja, seveda, mi to statistiko beležimo od začetka stoletnic, od leta 2014, tako da takrat se spomnim, je bilo okrog 150,000 ljudi, ob stoletnicah je bil velik porast, ampak tudi v zadnjih, potem je v času covida je bila seveda neka druga izkušnja, ampak tudi takrat smo pa bili zelo veseli, ker so Slovenci obiskovali te kraje in se zelo zanimali tudi za vodene izlete, in v zadnjih 2 letih je pa spet bil velik porast, tudi zaradi vseh teh promocijskih in turističnih aktivnosti, ki jih izvajamo s pomočjo različnih evropskih projektov. Verjetno pa tudi žal zaradi nekih razmer v svetu, ko se dnevno govori o vojni, ki je žal nikoli dokončana zgodba, in potem smo lahko tudi, naša pot miru je lahko primer, da ne glede na to, da se vojne zgodijo, na koncu ljudje moramo sodelovati, in mi to dokazujemo, in to je lahko tudi nek opomnik, spodbuda, da vojna nič ne reši, kajti na koncu je svojim sosedom je potrebno imeti dobre odnose in skupne poti. No, za obiskovalce pripravljate številne produkte, lahko rečemo doživetja, vodene oglede, kot ste že omenili. Kako se pa recimo v to zgodbo vključujejo lokalni ponudniki? Ja, v bistvu ni lahko razvijati ta kulturno-zgodovinski turizem na temo dediščine prve svetovne vojne ali pa bilo katere vojne. Tako da razvijati ta turizem smo začeli počasi. Najprej smo seveda želeli obnoviti dediščino, jo raziskovati, kar tudi seveda sproti počnemo, kajti želimo si, da je tudi ta turistična ponudba, če tako rečemo, ali pa ponudba za neke šolske skupine organizirana in predstavljena na verodostojen in objektiven način. Zato si nismo želeli, da bi turizem prehitel naš strokovni del, ki je pač z vidika zgodovine in dediščine nujno potreben, pa vendarle si seveda želimo, da ponudniki na tej trasi poti miru vejo, da obstaja pot miru, da obstaja ta dediščina, da imajo vsaj nekaj osnovnih informacij o tem, da vidijo tudi potencial morda. Ja, in da znajo tudi nagovoriti svoje goste ali tiste, ki prespijo ali pri njih nekaj pojedo, da seveda jim znajo ponuditi tudi vodene izlete. Tako da v zadnjih 2-3 letih razvijamo tudi ta segment načrtno. Imamo bazo turističnih ponudnikov, kjer lahko obiskovalci prespijo. Imamo 3 različne turistične agencije, ker mi nismo agencija, tako da delamo z različnimi agencijami, ki nam potem pomagajo ustvariti različne pakete, glede na to, kaj si obiskovalci želijo, ali gre to za enodnevni dogodek, ki vključuje voden pohod, neko ogled, neke razstave, neka prenočitev ali oziroma prehrana, ali pa celo večdnevni pohodi, tako da ponujamo tudi z eno agencijo 11-dnevni pohod po poti miru, in ravno lani smo to prvič testirali, se pravi 11 dni smo vodili in prijavilo se je 8 ljudi iz 5 različnih držav. Tako da sedaj smo pa tudi v fazi in tudi spodbujam vaše poslušalce, da se nam pridružijo ponudniki, kjer lahko obiskovalci prespijo, ali pa tisti, ki ponudijo transferje, kajti skupaj z našim glavnim italijanskim partnerjem, to je Agencija za turizem Furlanije-Julijske krajine, Promo Turizmo, želimo ustvariti čezmejni klub turističnih ponudnikov, teh, ki ponujejo, to se pravi namestitev in vseh ostalih, kajti želimo tudi ta čezmejni turistični produkt razvijati in promovirati skupaj, kajti le to bo imelo na koncu smisel. Tako da ponudniki se kar dobro odzivajo. Ravno kakšen mesec nazaj smo imeli v Kobaridu eno tako večjo delavnico za ponudnike, nastanitev, in odzvalo se jih je 25 od Bovca do Komna, in naslednji dan so pa Italijani organizirali za furlansko stran in jih je bilo ravno tako okrog 20-25. Ko vas poslušam, se ravno ta del zelo lepo dopolnjuje tudi s programom Evropske prestolnice kulture. Prav to območje naj bi zajelo čezmejno območje. Sicer bomo lahko tudi na temo EPK-ja spregovorili kaj več v nadaljevanju. Kakšni pa so tisti konkretni sedaj aktivni trenutno programi, ki jih izvajate? Vemo, da se je v teh letih zvrstilo zares veliko projektov in različnih dogodkov, mislim, da s kraškimi občinami nekaj pripravljate. Ja, naše delo je zelo odvisno predvsem od evropskih projektov, neko bazo z nekim javnim denarjem imamo zagotovljeno, pa vendarle to je
čisto zgolj za preživetje, a ne, če pa želimo narediti nekaj več, in to nam hvala Bogu zadnja leta res dobro uspeva, pa smo odvisni od evropskih projektov in v tem trenutno izvajamo kapitalizacijski projekt na programu Interreg Italija Slovenija, Walk of Peace Plus, s katerim želimo nadgraditi izkušnje strateškega projekta, ki je bil že omenjen, in v sklopu tega projekta je eden izmed ciljev ureditev čezmejni muzej na prostem Grmada med občinama Komen in Devinna Brežina, tako da bi po zgledu Kolovrata v Posočju in Benečiji, po zgledu Sabotina na Goriškem, še na Krasu imeli taki strateški muzej na prostem, zgodbo, kaj se je dogajalo na Krasu, ker je tudi bilo krvavo bojišče, prav nekaj drugega se boriti na Krasu, kot pa recimo v alpskem svetu. In v sklopu tega projekta bomo tudi popisali dodatno pokopališče Nabrežina in Ajdovščina, izvedli tudi dodatne promocijske publikacije, vodnike, pohodniško mobilno aplikacijo in predvsem pa ustvarili ta čezmejni klub turističnih vodnikov. In v maju pa bomo začeli izvajati 2 še večja evropska projekta. Eden je standardni projekt med Italijo in Slovenijo, vreden 1 milijon 300, kjer smo partnerji poleg nas še ZRC SAZU, pa občina Miren Kostanjevica, na italijanski strani pa Promo Turizmo, EZTS Nova Gorica, Gorica Šempeter in zgodovinski festival Estorija, ki ga tudi v Novi Gorici še premalo poznate, ampak gre za izredno velik, največji pravzaprav zgodovinski festival v Italiji, ki se konec maja odvija več dni v Gorici. In želimo si ga prenesti tudi na slovensko stran in ustvariti čezmejne Estorija programe. In zaključili bomo to zgodbo transnacionalne evropske poti miru, kajti dobili smo tudi projekt, v katerem smo povezali 30 partnerjev iz 11 držav, od Ukrajine, Slovaške, Poljske, Francije, Belgije, Slovaške, Avstrije, Nemčije, Italije, z željo po največjih ciljih. Del vašega poslanstva je seveda tudi turistična promocija poti miru, pa če smo se že prej navezali na projekt Evropske prestolnice kulture, osnutke oziroma lahko rečemo, da zametke ste že orisali Maša Klavora s tem koncertom oziroma leta 2015 na Trgu Evrope. Lahko rečemo, da je bila en tak mini uvod v to Evropsko prestolnico kulture. Se pa sedaj čisto konkretno z projektom pridružujete, kako? Ja, mi smo bili zelo veseli, ker že pred leti, ko so snovalci začeli razvijati tudi konec koncev prijavno knjigo za EPK, vključili že takoj na začetku tudi Pot miru, da so jo prepoznali, da v bistvu mi smo EPK že več let in da smo tisti kulturni nosilci, ki bomo ta čezmejni prostor povezovali vedno, ne glede na to, kaj se nam zgodijo. Smo seveda bili zelo veseli, ko je tudi Nova Gorica z Gorico postala Evropska prestolnica kulture, ker to je dobro za vse, ne samo za ta goriški prostor. In veseli smo tudi, ker so se odločili, da to ne bo samo projekt Nove Gorice in Gorice, ampak tega širšega čezmejnega prostora, pravzaprav območja, kjer poteka tudi danes Pot miru. Tako da Pot miru je tudi eden izmed teh projektov v prijavni knjigi. Imamo 2 projekta, eden je prav povezan z raziskovanjem in popisovanjem vojaških pokopališč, drugi je pa to mednarodno sodelovanje in ustvariti Evropsko Pot miru s ciljem, da to dediščino vpišemo tudi na UNESCO seznam, kar je seveda tudi eno izmed zagotovil, da bo ta ideja EPK, ideja Poti miru in dediščina, da bo hranjena, da bo živela tudi po koncu nekih evropskih projektov, neke EPK nominacije in upajmo seveda tudi, da bo šla čez nas. Gospod Uršič, morda še vi konkretneje o tem projektu, zajema prav vašo področje. Ja, upajmo, da bomo do konca, do začetka te Evropske prestolnice kulture naredili neko spletno bazo, neko spletno stran, na kateri bodo predstavljena vsa ta vojaška pokopališča. Tu v Posočju, na Goriškem in na Krasu imamo 50 vojaških pokopališč in tu pri nas so ljudje, vojaki iz celotne Srednje Evrope in tudi iz Italije. Se pravi, vsako vojaško pokopališče je Evropa v malem. In ljudje lahko od kodarkoli pridijo, bodo našli svoje bodisi prednike ali pa sorojake. In je treba pač si predstavljati, da ti ljudje, od kodarkoli so že bili, kodarkoli so prišli, bodo ostali tu zavedno. Bodo del našega prostora in del našega teritorija. In je prav, da se pač jih spomnimo in da posvetimo jim spomin, ne glede na to, koliko časa je minilo od Prve svetovne vojne in da se jih ohrani v spominu tudi za prihodnost.
Želja fundacije je združitev nekako bojišč prve svetovne vojne od vzhodne do zahodne Evrope v evropsko pot miru. Dediščino prve svetovne vojne in pot miru seveda želite upisati tudi na seznam kulturnih poti pri svetu Evrope in na UNESCO seznam svetovne dediščine. Kako kaže s temi cilji? Ja, leta 2016 smo uspeli upisati dediščino prve svetovne vojne na območju Republike Slovenije na UNESCO poskusni seznam. Potem smo pa seveda čakali, kaj se bo dogajalo v svetu, kajti par korakov pred nami so bili že Francozi in Belgijci. Mi smo se že leta 2016 v Parizu pogovarjali tudi z njimi, če bi skupaj ustvarili pa Italijani in še kdo drug transnacionalno serijsko nominacijo, ampak oni so se odločili takrat za svojo samostojno pot. Najprej so bili v tem postopku, zelo zahtevnem postopku nominacije sicer zadržani, lani pa jim je uspelo in 150 spomenikov iz prve svetovne vojne na območju Francije in Belgije je od lanskega septembra upisano na UNESCO seznam. To je seveda velika priložnost in spodbuda tudi za nas. Želeli bi si, da nam sledi tudi Italija in da vključimo v to idejo tudi Slovaško, Poljsko ali pa celo Galipoli, kajti tudi v Galipoliju je že en spomenik na UNESCO poskusnem seznamu. In da bi seveda ta dediščina, ki nas je nekoč delila, danes predstavljala res neko izjemno svetovno zgodbo, pozivala k miru. To bi bila tudi naša izjemna univerzalna vrednota, ki jo je potrebno v dediščini raziskati. Tako da v bistvu jaz sem večni optimist, ne pa vendarle, jaz mislim, da slej ko prej bo tudi ta dediščina upisana na UNESCO seznam. Mi zato delamo počasi, korak za korakom, smo potrpežljivi, iščemo priložnosti, iščemo stike tudi v tujini, prav ti evropski projekti nam to omogočajo. Prepričujemo seveda tudi in z argumenti prepričujemo tudi naše odločevalce v lokalnem in državnem okolju, da je to izjemna priložnost tudi za Slovenijo, da postane nosilka te mednarodne evropske svetovne zgodbe in mislim, da nam tudi to dobro uspeva. In v bistvu, kakšen mesec nazaj smo gostili francoskega in belgijskega UNESCO strokovnjaka, ki sta tudi sodelovala pri njihovi francosko-belgijski uspešnem upisu. Obiskala sta kraje od Krasa do Ruske kapele in zaključen je bil sestanek na Ministrstvu za kulturo. Zelo uspešno je bilo, bila sta navdušena nad tem, kar sta videla. Mi seveda poznamo tudi Zahodno fronto in smo bili že prej prepričani, da je naša dediščina tudi izjemna in vredna te pozornosti, zato ker je zelo raznolika, ker se nahaja v takem okolju, da človeku vzame dih, ko opazuje zgodbo vojne in današnjo naravo. In v bistvu so se prišli oni učiti od nas pravzaprav, tako kot se mi vedno učimo od drugih in predvsem pa seveda si želimo izmenjavati te izkušnje in tudi v tem velikem projektu, ki smo ga zdaj dobili na centralni Evropi in katerega predstavitev za širšo javnost bo 23. maja v Kobaridu, tako da kogar zanima, vabljen 23. maja v Kobarid, da bi pripravili nominacijo za upis te evropske poti miru med kulturne poti pri svetu Evrope. Tukaj so že izrazili željo, da bi sodelovali Francozi, Belgijci, Italijani, verjamemo, da tudi ta centralna in vzhodna Evropa in da seveda naredimo skupaj nove korake tudi pri upisu na UNESCO seznam, kajti to bi omogočilo, da bi ta dediščina stalno bila ohranjena, da ni prepuščena navdušencem, prostovoljcem, številnim društvom, ki so jo začela odkrivati pred 30-40 leti in da to svojo vlogo spomina in opomina ohranja naprej in pelje naprej. Torej, lahko rečemo, da pot miru ni le pohodniška pot po krajih, kjer je nekoč divjala vojna, pač pa nekaj več. Kako jo vi, Maša Klavora, doživljate, vidite? Ja, pot miru je, kar se mene tiče, življenje, poslanstvo, seveda to ni služba, mi tako živimo, delamo vsak dan in res verjamemo v to našo delo, zato so tudi rezultati vidni. In hvala vsem, to bi rada ob koncu rekla, ki nas podpirate moralno, strokovno, ki verjamete v nas, kajti če ne bi bilo vseh teh partnerjev iz javnega in zasebnega sektorja, tudi nas 7, ki na fundaciji non-stop to delamo, ne bi mogli tega narediti. Tako da hvala vsem. Gospod Uršič. Ja, to je pot miru je ena svetla točka, ne samo spomin in opomin, ampak tudi nek human vidik vojne. Ne? Vojna večino normalnih ljudi jih odbija, ne? Ampak če hočemo recimo predstaviti vse te krutosti,
nekako je treba svetle točke predstaviti ljudem, ko obiščejo. In recimo sploh ta vojaška pokopališča ali pa opozarjati na krutosti vojne, je treba skozi občutke vojakov in vseh teh ljudi, kar so utrpeli na tem kraju, je treba nekako na human način predstaviti in to se mi zdi, da delamo na prav način. In mislim, da lahko zaključimo z besedami predsednika uprave fundacije Zdravka Likarja. Evropska pot miru ne bo le spomin, temveč predvsem plemenita ideja o nujnosti mirnega sožitja med evropskimi narodi. Hvala vama, cenjena gosta, za pogovor in za obisk v našem studiu. Hvala vam za povabilo, res. Ja, hvala vam. In seveda hvala tudi vam, spoštovani in spoštovane, da ste bili z nami. Lep dan še naprej. Koraki do uspeha.